Spoštovani gospod predsednik, gospoda Nadškofa, zakaj bolje biti kmet kot filozof, mi bo razložil eden največjih svetovnih filozofov, po novem ekokmet, dr. Slavoj Žižek. Živijo. Živijo. Ok, dej, kaj konkretno prideluješ, ne? S čim se pravzaprav ukvarjaš? Ja, ukvarjam se z integrirano ekološko pridelavo. Imam vse potrebne certifikate, imam 5 hektarjev zemlje, traktor in vso ostalo kmetijsko mehanizacijo. Ok, dobro, ampak dej, da mi razložiš, kakšna je razlika med ekološko in integrirano pridelavo? Ekološka pridelava temelji na naravnih metodah brez uporabe kemičnih strupov, sintetičnih dodatkov ali gensko spremenjenih organizmov. Pri integrirani pridelavi pa gre za isto, samo da je vse skupaj še bolj prijazno do narave. Ok, sorry, ampak lej, še vedno ne vidim neke bistvene razlike, ne? Dej, imaš 5 hektarjev njiv in pašnikov, ne? Kako dejansko vse to hendlaš, ne? Ja, seveda najboljši je način je seveda kolobarjenje. Rodovitnost ohranjajo organska gnojila, kot sta hlevski gnoj ali kompost, pa seveda tudi rodninska gnojila, kot je kamena moka. Ok, a imaš kaj živali? Ja, seveda, imam 7 krav, 15 koz, nekaj kokosi in 2 kameli. Vse živali pa se seveda prosto gibljajo po pašnikih. Imaš 7 krav, ok, a ni v bistvu pravilo, da lahko imaš največ 2 glavi živine na hektar, ne? Ja, poglej, imam 3 odrasle krave, ki dajejo mleko, potem imam 3 mlade telice in enega mladega bikca. Ni pretirane gneče, res ne. Poleg tega kupujem krmo na sosednji kmetiji, tako da nihče ne strada. Ok, ampak da mi povej, kakšno zelenjavo prideluješ? Največ se ukvarjam s sparglji, imam jih cel hektar. Gojim bele in zelene sparglje sorte Mary Washington. Gre za staro sorto, ki je neprimerno bolj okusna in kvalitetnejša od hibridnih sort. Potem je tu še sezonska solata, pa malo paradižnika, korenčka, paprike, peteršilja, bazilike. Ima tudi nekaj sadja. Ok, dobro, to mi je jasno, ampak kje vse to prodajaš, polne? Ja, v glavnem na tržnici. Ok, še zadnje vprašanje, ki bi lahko bilo, v bistvu tudi prvo, ne? Zakaj si postal kmet? Iskreno, ja, predvsem zaradi subvencij in dobrega občutka, ko držiš v roki nekaj, kar si sam pridelal. Ok, da pa, po tvojem mnenju, ne, valjda, je lepši von sveže pridelanih špargljev ali sveže natisnjene knjige? No, tu ni dileme. Poleg tega ljudje rajši kupujejo šparglje kot knjige. Ok, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bil dr. Slavoj Žižek v novi podobi, valjda, ne? Mi pa se vidimo naslednji teden v Biznis času nisem kanalu. Živo, dio. Thanks.